Mestna občina Maribor se letos že 8. pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti. Kdaj bo potekal, kakšna je njegova osrednja tema in na kaj želite z njim opozoriti? Torej da, Mestna občina Maribor letos že 8. sodeluje v tem tednu Evropske mobilnosti in sicer bo v Mariboru potekal med 16. in 22. septembrom. V tem času pripravljamo vrsto aktivnosti, predvsem pa bi poudaril tisto informativno plat celotnega tedna, torej ozavestiti ljudi o alternativnih možnostih, torej mobilnih možnostih. Predvsem govorimo o javnem prevozu, čeprav bi se dalo na veliko, kako je v Mariboru organiziran, pa vendarle potem kolesarjenje, pešačenje. Kako boste pregnali avtomobile iz mesta? Torej načrtovana je za cel teden med 16. in 22. in popolna zapora dela Partizanske ceste med križiščem s Titovo in pa potem Svetozarevsko, praktično do časopisne hiše Večer. Torej 19. septembra v soboto pa bo tudi tista klasična zaustavitev prometa na Koroškem mostu oziroma na Starem mostu in pa na Koroški cesti. Kakšne negativne vplive na podnebne spremembe ima promet oziroma zakaj pozivate k drugačnemu načinu mobilnosti? Promet kot tak je pravzaprav, bom rekla, uporabljal kot energent fosilna goriva in posledično k temu seveda so tukaj emisije ogljikovega dioksida, torej toplogrednega plina in normalno zaradi segrevanja ozračja prihaja tudi do podnebnih sprememb. Zato še vedno znova trdim, da je pravzaprav prehod na trajnostne oblike prometa vprašanje in morale in etike in odgovornosti do ljudi, ki pravzaprav sami ne morejo narediti ničesar. Seveda pa ima, bom rekla, trajnostna oblika mobilnosti, rečemo temu pešačenje, kolesarjenje, rolanje ali karkoli drugega v tem smislu, tudi pozitivne učinke na zdravje posameznika in že zato se je vredno potruditi.